Oddaja Odnosi so zakon. Dober dan in dobrodošli v oddaji Odnosi so zakon, v kateri mi je danes v veliko čast gostiti brata Luko Modica. Luka, lepo pozdravljen. Meni je tudi čas, da sem tele. Super. Predno začneva snemati, to bi rekel malo predbožično oddajo, da je res jo posvetiti Bogu. In ga prositi, da bi bil tule z nama, pa z vsemi, ki bojo tole, kar bova midva danes povedala, poslušali in gledali. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Dobri Gospod Bog, hvala ti za ta čas, v katerem smo se znašli. Hvala ti za ta trenutek, v katerem se nahajava midva zdajle in v katerem se nahaja vsak od najnih gledalcev, poslušalcev. Prosiva, da tvoj Sveti Duh razsvetli najne misli, najne besede, da bodo te misli in besede prodrle v dobra, prava dejanja, ki bodo odražala dejstvo, da smo tvoji ljubljeni otroci. Po Kristusu našem Gospodu. Amen. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu. Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Kako je fajn, da si tle, ej. Ja, hvala. Sem res vesel, da si se končno pustil prepričati. Ja, sem imel kar bitke, da sem, zato ker mi je zgleda eden, nobeden najzamajno v tekočine tukaj se za šipe špricati, Ja. mi je vse zmrzeno, tako da sem praktično skozi glavo, skozi vrat, skozi okno prišel sem. Še dobro, da imaš brado, da te malo pogreje. Lepo. Ej, Luka, fajn. Ja. No, evo, kako si prišel do sem? S tem bi začela, ne? Z dačo. Dobro, majčken Drugače. drugače, ne? Se pravi, Ja. kako si ti, Luka Modic, postal brat Luka Modic, ne? Kako si prišel k kapucinam? Vem, da si že kdaj povedal to svojo zgodbo, pa mogoče je nismo vsi slišali, bi vseeno malo na kratko šla. Lahko na kratko vstavim edino predolgo. Bom, če bo treba. Torej, rodil sem se že brat, tu moram povedati, ne. Zato, ker sem druge pa vrste, ne. Okay. Starejšega brata sem že imel, pa še enega mlajšega poleg. V katoliške družine, na Blokah, mami zelo verna, tudi vsa njena družina zelo, res. In mislim, da je tudi moja pot, da tudi sem tle tudi njihova zasluga. Te molitve odzadno, posebej stara mama, res. Sem zelo hvaležen za to. Oči tako je bil bolj po mošku veren, ne. Je šel za vse, je spoštoval, je šel na vse praznovanja, ki smo imeli od Birme, vse, tudi za te velike praznike zmeraj šel hmaši. Naj pa zmeraj hodeno tako. Bil sem ministrant, vsi trije smo bili ministranti, vsi trije bratje. In tudi že kot majhen, res od malega sem vedel, kaj čem življenje početi, ne. Kaj to, da boš pater? Ne. Jaz sem rad risal, bolj take lajne sorte sem bil zadajlet na kmetije, ne, pa staratemu kmetijo tako majhno, zmeraj sem se nekaj protivil, sem pa že dol zmeraj kakšne kote, pa kaj risal, pa čečkov, pa tako. In me je že v 3. razredu, ki sem bil, smo imeli neke težave, s temi porodniškami pa tu, ne, smo zmeraj ene 3 učiteljice, kaj so bile tvoršice, takrat smo zamenjali, in so rekli, da bo vsaj ena stvar redna, so nam dali profesorja s višje stopnje za likovno, je bil pa slikar, te pravi, naj bil pedagog, mislim, odličen pedagog, sem naj bil pedagog po izobrazbi, je bil pa slikar in je prepoznal mene tudi nek talent in me je spodbujal skozi, no. Res sem njemu zelo hvaležen, Božidar Strman Mišo, on je v velike meri res zaslužen, da sem vzljubil slikarstvo in umetnost na vse možne načine. Evo, in meni je bilo skozi jasno, da tučem, ne. 93. leta je oči zbolel za rakom. Pravzaprav na začetku je izgledalo tako čisto preprosto, nekaj se mu najtalil za cajlet odzad na vratu. In je pol mami tu preko Radota, preko brata Ninga pa Jana, skratka, preko vez so ga pol tu operirali in so še punktirali in so videli, da je rakavu. In so ga začeli zdraviti, ampak že sem na slabše, ne. Tako da je v bistvu v 5 mesecih umrl. Decembra smo ga pokopali, glih zdaj v tem času, 20. decembra umrl. Ja, in je bilo tu, ne vem, kaj rečem, katastrofa in blagoslov za nas. Evo. Star si bil koliko? 13. 13.
13, moj brat 12, starejši brat pa 17. Za Miha, za starejšega brata, je bilo rajs ga je tako, jaz ga nisem videl še toliko sesudga v življenju. Se mi zdi, da vse drugo me je bolj vplivalo name, kot očetova smrt, ne. Ker je dolgo umiral, smo bili nekako na nek način pripravljeni, se mi tako ne moreš biti zmeraj nikdar čist pripravljen. Ja. Ampak mene jaz sem toliko bil noter v tem slikarstvu in te želje po te poti, ne. Po druge strani pa sem Boge raje zamiral, no. Eno veliko zamira je bilo v meni. Naj sem govoriti, kako je ta Bog lahko dober, ker nam je očeta vzel, ne. Pa kaj je bil pol to kao tisti skriti blagoslov, kak si rekel, da je bilo to in blagoslov nekak zraven? Veš kaj, jaz mislim, da je vse blagoslov. Da je v življenju vse blagoslov, če gremo z Bogom skozi to, ne. Ja. Dokler jaz sem začel predelovati, pa sploh naša družina, no. Dokler smo začeli predelovati, prepoznavati v tem Božje delovanje, ne. A veš, je zamera, je zamera. A veš, sej, Gospod pride, Gospod potrka, ne. Zdaj, če ga boš ti prepoznal kot Gospoda, boš rekel, pride, ne. In se boš vsel in mi boš postregel, ne. In se bo vsel in mi boš stregel, ne. Če ga pa ne prepoznaš kot Gospoda, je pa tat, a ne. Ampak je ista oseba, ki lahko pride. In dosti ljudi, se mi zdi, ko se jim zgodijo težke stvari v življenju, jih prepoznajo kot, da je Bog prišel krast, a ne, in ne zaupajo Bogu. Mislim, ta tip, ki pride pa zastonj te hoče nekaj dati, ne, čakaj, to je nekaj čudno, posebno v tem svete, ne. Naj so, mislim, neko sumničavost smo se privzgojili do Boga, ne. Tudi ti si jo najprej čutil. In jaz sem jo zelo, zelo razvil do visoke stopnje. Jaz praktično sem je zagnusla, no, cerkev in vse, tudi nisem nobenega odnosa z Bogom imel. Raz, ko sem šel malo potem, rodil sem bil v 7. razrede, čez 2 leta sem bil že v Ljubljani, v srednje šole, in doma je bilo žalost, doma je bilo težko in sem v bistvu že od doma, ne. In v slikarstvu je bilo pa zame uteha, ne. Pobeg, ja. Pobeg, nekaj, kjer me ne noben obsojal, noben me ne. Skratka, in sem šel v srednjo šolo za oblikovanje in fotografijo, na grafiko, smer grafično oblikovanje. To so divje leta, res. Tam pač vse, kar si je dalo, ne, res. Koliko je že vino, ženske in tobak, ne. Čeprav sem zamenil punco eno v življenju, oziroma eno pa pol, evo. Ja. Tisto polovico sem jaz mislil, ja. Sem jaz mislil, da so fajn pa punce. Ampak no, v srednje šole sem spoznal eno punco v drugem letniku. Takoj smo začeli kaditi, tudi travo, vse sorte droge smo spravil, vse, razen kemije, kar je se pa teh naravnih stvari, sem pa vse spravil. Ampak res Bogu hvala, da me je nekako obdržal zunaj tega, ne. Res najtežko pasti v to, ne, če se take družbe. To je pač umetniška, zdaj gimnazija, pač umetniška šola, ne, in je vse dovoljeno, ne. V bistvu moraš probati, če češ vedeti, ne. Prav tak duh je bil v ozadju. In tudi se s to punco so tako imeli spolne odnose. Mene je nobeden nikdar povedal, kaj je, pa kaj ne. Mi smo imeli super župnika, Brane Zadnje, ki je bil naš župnik, vso osnovno šolo, ne. Ampak mi smo, sajkali drva, fuzbal igrali, ne. Tudi smo imeli tudi, ko bi rekel, lekcije, kaj se reče temi. Pač verouk kot verouk, ja, ampak jaz nisem zapomnil, jaz sem se zapomnil na tisto, kar je bilo luštno, ne, kako smo bili skrat. Viš, Braneta imava skupnega. A res, mi pa smo v Podotiku živela pol pri njem, ne? A ja, ki je daj do cerkev. Smo prav prijatelji. Ja, wow, lepo. Ja, res nas je, taj teč tako je nevreden. Kaj je on, odkaj je on vse tu, ljudi dubo, res je nevreden. Zelo lepo jaz spominjam na tiste čase. Ampak praviš, ja, to s punco pa... Tam pa, ja, ali pa jaz nisem slišal, pa nisem to slišati, ne. Pri nas je bil pač naša družina, seks je bil tabu tema, ne. Ki je bilo kaj tasga po televiziji, cek se je premaknilo, ne. Kakšen sumljiv prizor, ne, cek. Se nismo tega pogovarjali dejansko, ne. Ja, in sem šel v tu in sva 2 leta sva fant pa punca, imala spolne odnose, brez tako, zelo ranjeno, no, res, predzakonska spolnost. In zdaj tudi mladen, kadar grem, jaz mi tu povajem in jim govorimo čistosti, ne. Koliko je to dragoceno, ker recimo
šele zdaj, ko sem duhovnik, ne, kot duhovnik recimo pa spremljam kakšen par, pa vidim, mislim, kaj to so krvave boje. Tu je krvavo pluveš, krvavo ščiješ, krvavo, razumeš, ti res, ne vem, če se ti šel skozi to, ne, mislim, da tu je res težko, ne, to je res težko, ne, mislim, nepredstavljivo in brez Boga, brez vere, brez destov, noter v teme, pač ne gre skozi, ne, ampak zdaj kot duhovnik recimo, ki poročim kakšen par, ne, pa ki poznam te boje, ki vem skozi kaj sta šla, če sem jih morda celo spremljal, ne. Škoda, se mi zdi tudi pri poroke je oltar, pa je duhovnik, pa sta vse sem, ne. Mi smo v bistvu, vse lepo je, oltar je v sredini, Kristus je v središče, res ne, ampak vsaj za en trenutek morda je bilo fajn, da bi zakonca prišla odspraviti, da bi le videli obraz, oči, kako tu žari, tu se ne da opisati, ne. Ta sreča, ki ti priješ pred Boga, ki veš, da se čisto vse boje zdržal, čisto vse restural, prišel noter, prišel pred Boga in se ves podariš za njega, ne. To je nekaj tako dragocenega, ki mlade ne vajo, ne. Ki jim svet nam laže totalno, ne. In meni je legal in jaz sem tudi, naj sem niti razmišljal tega, naj sem poznal tega. Ni bilo na tvojem radarju. Moja vera, čeprav je bila podkrepljena od zatra, jaz se staro mamo in z mamico, ki je tudi družina, ki je ogromno pretrpela, ne. Pradetka so partizanov ubili, brez česa, prababica je bila noseča s 7 otrokom, brez kakršnega koli razloga, tup v glavo, ne. Res, od takrat zmeraj neko prekles, ampak kakaj tiža, res je bilo težko. In pa je predzakonska spolnost, skratka, eno tako težko ozadje, človeško gledano, hkrati pa podprto z ogromno ene molitve, ne. Res, tako da s tazga ozadja sem prišel, ampak naj smo pa nikdar tako, moja vera je imela to ozadje, ne. Naj sem pa jaz samo neke prakse realne, ne. Pri nas naj bilo mladinskih skupin, da bomo no in kaj, ne. Jaz pač v srednje šole tudi se s to zameril do Boga, verjetno ne bi takrat nič sprejemal. Ne bi niti hodil. Ne bi. In se prav spomnim, ko sem začel spolne odnose s to punco imeti, sem sicer še šel k spovedi. Mati naša je bila duhovna diktatura, ne. Je vedela za to, ali kaj? Ne, kaki gledaj, ne. Ampak, recimo, jaz sem doma za vikend, da sem bil doma, to je bilo 6:30, to je bil s tako frekvenco, da se je budila, ta glas naredi, da naj se imel šanse, da se tudi, če naj stojica se pol pač ležal. Ampak smo hodili, hmašev, smo vse ne dajali, spovede vse. Ampak spomnim se prav preloma, ki je rekel duhovnik, a je še kaj, ne, bi še kaj rekel, ne. Pa me naj pozna, veš, je bil z Grhovega župnik, Metod, ne. Pa si rekel, ne, to je to. Prispovedi se zgledal. In naj sem pa, in takrat je šlo takrat sem še večja blokada se začela dati. Veš, takrat, do te mere, da pa sem šel v srednjo šolo, tudi na nek način tudi pobeg, evo, sem tujed ven, ne sem tudi od Ljubljane, sem tujed še dlje ven. Si šel v srednjo naprej ali faks? Na faks, ker sem šel se srednjo na faks, tako. Tebro sem tujed v Avstrijo, na Dunaj, zelo draga šolnina, pa sem zvedel za Benetke, in sem šel v Benetke. Naj bilo drago, pa tudi zmeri bolj, ko si bil priden, bolj, ko so bile lepe ocene, min si mu vseh tistih dajatov, ne. Tudi na koncu sem še nekdal v državi plačal, ne. In jaz sem se trudil za to, nikdar nisem imel problemov s šolo, in se trudil zaradi denarja, ne, pač je bilo min za plačati. In sem šel v Benetke, ampak dlje, ko sem šel doma, mi ne bilo tudi šanse, da bi me mami tudi jemala, recimo, ne pod kontrolo, ampak da bi me provala dati te vrednote, ne. Vere pa tega. Mami se je poli šla v prenovo v duhu, je takrat prišla tudi na bloke, tudi je bila še bolj notri in mene še tudi na živce, ne. Jaz naj sem mogel tega prenašati, ne. Tako da, na fakse, šel sem v Benetke, slikarstvo študirati, brez da bi znal kaj jezika, brez da bi bil kakšen koli zaledje, denarno, karkoli ništa, ne. Ampak sem zdi, veš, takrat, se tu naj sem zavestno dajlo, ne. Ampak takrat, ki je ena želja v tebi, v tvojem srcu, ko veš, kaj češ, takrat naj ovira, naj denar ovira, naj jezik, naj boš spelo, boš vse budneš. Kaj si se lepo naučil italijanski in vse?
tu se sem še zdaj. Pač, Okay. dober sistem je, tam v Italiji je bil tak sistem, da v bistvu ti se lahko, je bil že ta na te kredite sistem takrat. Pa je bilo angliščina. Ja, ne, italijanščina, ampak ti se lahko so bile samo 3-4 predmeti, so bile obvezne, da se šel naslednji lajnik. Vse drugo se dalo kadarkoli in sem vseh zbiral predmete. Jaz sem praktične predmete zbiral. Jaz sem rad risal, grafiko, fotografijo, te stvari sem rad in to sem dal. Zgodovino umetnosti sem se pač pa nadudil. Pa itak sem študiral z drugih knjig in potem je profesorca mislila, v pismu, ti pa ne študiral, jaz sem neke druge stvari tam govoril. Okay. Je mislila, da sem se ful poglubil, kot sem tiste njene skripte. Pa si dokončal pol ta faks? Sem dokončal, ja, 4 leta sem bil tam in sem ga dokončal. Ja. In tudi v tem času sem se tudi spreobrnil, poli en prijatelj Filip, ki so skupaj že vajla. No, tu moraš to natančno povedati. Kako se je zdaj tu dogajalo? To me zanima. Utelešenje tvojega spreobrnenja. Kaj to pomeni, da sem se spreobrnil? Me spreobrnil, no, se reči, kaj to pomeni napisal. No, da je to pove, ja. Torej, živel sem s tem na koncu prvega letnika, sva se spoznala s tem Filipom, ne. Kaj Italijan? Ne, Slovenc. Ja, je tam pri meji doma, Primorc. Krasen človek drugače, krasna družina, drugače nevirne, ne. Morda, tam nekaj bi bil še krščen, sem bil upravnik, in pač za voljo službe, po mojem, naj smo prakticirali, tako bi rekel. Mama je bila pa z Češke doma. Ja, ampak tu je reč žena, jaz ne vem, kraljica, res, koliko se ta ženska darovala. Ona je bila študentka medicine, zato izredno inteligentna ženska. Ampak je poleg, ki se je poročila, ki je spoznala moža, je vse pustila. Je pač žrtvovala to. Ne. Pa brez bi bila super. No. Ampak in je poleg dala neke administracije v ne firme. Ne. Ampak raj se izredna ženska. Prevedla kar nekaj knjig. Helena Stubl, res čudovita ženska. Izredna humoristka. No. Skratka, no in tam smo se spoprijateljili z njim in vse je tako in drugače, pa naj bil pač viren. Jaz pa sem bil, v bistvu sem bil viren, ampak glih to, ko sem pa bil, recimo, ko so bile izpite. Takrat je neka milost Božja. Ja, eno blag milost name lego, ne. In sem molil, rožnjevec. In enkrat me je ta Filip dal s rožnjevecem roke in so se začele, ne. Najprej nekaj želivka, najprej nekaj, meni je bil zafrkanci, jaz najbolj želim človek, zdaj bil sprašljiv drugače. Zafrkanci je pa to, ne. Ampak tu je presegalo, veš, me je dobrega okusa, ne. Jaz sem še zmeraj čutil, da je vera pač nekaj lepega, nekaj velicega, ne. Čeprav sem se sramoval tega, ne. Tako, ko smo bili mulce, ko smo se bali, ali pa ne se je bilo sram pokrižati se prmalce, ne, v šoli, ne. To še zdaj jih je, ne. Na tak način sram, ne. Ampak tukaj je drezal vame, tukaj me je sprašval stvari, ne. Da si se začel res sprašvati. Ja, da je meni, veš, pa tudi tako res, ne stvari. On je bil drugače zelo razgleden človek, izredno, res nevreten. Čeprav sam zase bo zmeraj rekel, da je lolek, da je no kaj, ampak izredno, res umno, tako tudi kaj vse se je ta človek zapomnil. In me je sprašal, pa transubstanciacije, pa vse sorte so se pogovarjale. Zdaj so tega veruka mojega, sem rekel, naj sem mu nič intelektualno, nič, ne, v zadnje, tudi sem mogel doma to študirati, ne. Jaz sem doma, tam se z mamicnih knjig, ki jih je imela študiral in sem tu odgovarjal nazaj na to vprašanje, ne. In je tudi rajal, kakšno rajte pa bo, ne. In pa enkrat se spomnim, bilo je okrog 5 ure popoldne. Sva šla domov iz faksa, ne. Sama sva se kuhala, ne. Zdaj pa Filip je bil tako, jaz tako upam, da je lektovar, ko sem še kaj skuhal, ne, ko sem mu do doma prinesel, kakšne zmrznene omakce, ne. Pa jaz sem bil jajca kuhal, pa cvru, pa vse sorte, pa še hrenovke, ne. In enkrat sva kepila, jaz sem kuhal hrenovke, vudi, za 2 evra pa 11 centov so bile. Okay. Pa 2 pera, Hopfenstolz, 0,66, neka nemška zadeva, res. Ja, pa 0,66, se pravi, malo večja. Ja, ti pač tukaj so tam po Italiji pere, so te male ali pa dvojne te male, ne. Ja. 46 centov je bila tam, bila hojte. Sva šla. No in pač tu sem se, res, take stvari se zapomneš, veš, tu se te zapeče v glavo. In so tisto, jaz sem začel štimati s te hrenovke,
In na fore, da so 20 so plavali, 20 so le pa dole. Ne. Zdaj, Filip, ne, ljudje, ki najmajo vire, se bojijo in so bolj nagnjenih strahu, ne. S takim nepotrebnem strahu, ne. In on je rekel, da ne bo ti zgajil, ne. In si rekel, pa daj pismeno, dobro, bom jaz to termično obdajal v stopina, veš, jih bo razkuhala, ne. Ko veš, ko poče, takrat veš, da je res do pravi došla, ne. Ja. Ampak še zmeraj je bilo isto, ne. No, pa si rekel, bom pa samil, ne, če ti nečeš, ne. On čak, si bo, ne. In je rekel, samo malo počakaj. In je vzel posodo, ne, ko so bile noter hrenovke, ne. Pa pakengo se smeti potegnil, pa je vse skupaj tu slikal, ne. Si rekel, daj Filip pismo, kaj zdaj tle norce dajleš s hrane, bo jela, ne bo, ne. Rekel, ne, sej, škaj. Morda res ne bo nič, ne. Morda pa se me nadriska, ne. Rekel, ampak če bi slučajno v primere, ne. Da umreva. Ja, recimo, da ne čez 3-4 dni začne smrdeti le po hodnike po razkrajajočih truplih, ne. Pa da imajo nas vsaj, da govorimo stara ženska, se imajo, ki je vse vajdla, ne. Da bo ona pokličena policija, pa notri drejo forenzike, policija, gasilci raziskujejo, najdejo 2 mrtve truplje, v zakonske postelje. Se to je bilo, ne. 2 mrtvi truplje, med 20 pa 25 let stare, ne. Pa ne bajde, kaj je bilo, kaj je vzrok, ne, pa najde en fotoaparat, pride zadnja slika, ne. Vodi hrenovke. Zacrkate. In tam smo tiste duhe poli, oba so bila nekako pripravljena na smrt, ne. Duhovno, ne. Je on rekel, da je razmišljal, da bi se krstil, ne. A da nehi. Ja, in mi je takrat, veš, jaz ne vem, je bila tu strah pred smrtjo, ali je bila tu ta verouk, eno pa polajtne, ki so ga imeli osebne, ena, ne. Ampak, raj smo bili lepo, no. In rekel, če bo jaz nekako boter, jaz seveda vse za svet obljubil, pridem domov, kaj je boter, ne, in pa ali mi je mami dali, mislim, da je mami dali eno zdoženko, ne, kaj boter mora biti, kakšne so pogoje. In je mene tako stisnilo, da ne morem povedati. Prve življenje sem bil popolnoma nemočen, ne. Ajš, ker rekel, so bile pogoje, ajde, da se star 16 vrede, da imaš zakramente do birme, vrede, ček, tudi, pa da živi, boter mora živeti, zgledno življenje, odgovarjati na življenjska vprašanja, mole za svojega, ne. Pismo, jaz sem tu nič od tega dajlo, ne. In raj sem tukaj sem za Švico, ne, sem spal nič tiste vikend, ne. Sem tu gruntal, ne. In preden sem šel, sem rekel, če je kaj odgovor pisma, je v svetme pisma, ne. In sem zdaj, isto je bilo, okrog 17 ure je bilo, ne. Odprem, sem tukaj, ne šel, pa res drugače tega ne dajlem, ne. Pa tudi ne verjamem, da je pametno to dajlet, ne. Kar tako izzivati, ne. Brez molitve, brez svetega duha, brez kar iskati neke odgovore, kakor neka šlogarija, ne. Ja. Ampak takrat si v take stiske, sem odprl, sem pogledal, prebral, pa sem eno vrstico sem prebral. Iz prvega pisma Timoteju, pravi Pavel, ti pa bodi zgled. V vsem, v molitvi, v ponižnosti, v čistosti, ti bodi zgled, ne. In tukaj sem se umiril sebe, tak mir, sem zaprosil do pismo, sem rekel, ok, Jezus, če pa tičeš tu, ne, pa bom pa začel. In sem začel pa takrat moliti za Filipa, rožne venc. Pač tu smo mi doma molili, ne, pač tu sem rajdal. Tu, pa hmaše hoditi, zmeraj, kadar se je dalo. In je Filip raj spol šel, so se poznimali, kaj to pomaj, ne, da bi se on krstil. In je šel v katehumenat, in se je krstil, bil jaz njegov boter. Škof Juri ga je v Nove Gorice krstil. Ja, lepo. Hudo lepo. Tako. Ampak recimo od tega slikarstva tvojega do kapucinov je pa pol pot zgledala kako? Pa, torej, čeprav jaz dosti od sebe govorim, razberati povedal. In tu se mi zdi, da smo vse malo tako narejeni. Jaz svoje izbire zelo sebično dajam v življenje, ne. Zdaj morda je milost Božja tako močna, da se tudi kaj prepustim, ne. Ampak vse moje želje v življenju takrat je bilo, pač meni je bilo slikarstvo svet in sem to dajal in sem rabil
15 slajd, da sem prvič jokal za oči tam za rajs. Veš, da je rajs to za mano prišlo. Tukaj sem bil zaverovan v to, ne. In tudi tlele, ne, jaz sem vajdo, da čem biti slikar, tuf. In tudi se s Filipom smo imeli na isti dan zagovor diplome, ne. Ampak se spomnim, tisto noč prej smo šla, sem pri njem spal dol v Prvogorici. Sem gruntal pismo, da jutro veš slikar, ne, ko veš po pol dajlo, ne. Veš, ne, sem pa nečemu splanirano, ne. Tukaj sem bil v teme filme, kaj čem zame, kaj čem jaz, ne. Ja, nečem sem pač diplomiral in sem pogruntal v 14 dnevah surovo resničnost, da so me penzijo vzele, ne. Jaz sem penzijo po očete dobil, ker moje dva brata, jaz sem neč uradno študirala, ne. Tamale Jure čistneč, Miha je pa računalništvo, oziroma matematiko je študiral, pa fiziko, sem je pol pustil. Oba sta pusta. Se pravi, in ti, ko študiraš, te odrežejo od te... Ker ti, ko daš diplomo, tuf je konc tega, ne. In pa sem jaz hitro iskal neke možnosti, kako bi jaz tu, ker država te pa da do 25, do 26 leta sem si celo. In sem baj, da sem lahko za 1 leto še sigurno dobivam, ne. In sem iskal, kako, in sem bil pripravljen to ponarediti, ne. In sva se že z bratranca mrzla, so že gruntala, kako bi tu daj naredila. No pa je pa rekel, da bi se vsak ima 2 opisa, ne. In jaz ne sem nikdar zaostal pravi, ne. In sem rekel, piši se, ne, prove, ne. In sem se opisal, sem rekel, sem kančen se opisati, ne. Tam, ker vse zgo vzame. Evo, teologija, ne. Teologija se opiše, raz smo se sprejeli, ampak sem mu srečo, da je bila takrat v pisarni dajala Ana Rožman, od Bernarda Rožmana mama, ne. Evo, in me naj tajla dat, ne. Jaz sem prišel kaj vehementno nastopiti pred njo, ne, da rabim zdaj takoj potrdilo opise, ne. Kol? Začela na me kričati, gospodin, ne, pogled, kakšen gospodin tle prišel, ne, a niš koga me je tle dajla, ne. Pa drugač nikdar polje naj sem več videl, da bi kaj, raje se izredno prijazna, ustržljiva ženska, da bi čisto norajla name, ne. Jaz sem kaj je film počel. In Bogu hvala, ne, jaz sem rekel, mi je dala urnik, ne, pa je poslušati predavanja, ne. Jaz sem rekel, pismo, na uro sem cjazil, glih izpit sem dobro takrat naredil, ne, pre nek 25, nekdaj sem dajal izpit. Komaj sem prišel kaj do Ljubljane z avtom, ne. Rekel, ne bom zdaj 1 uro se nazaj spet cjazil, ne, pa grem poslušati te predavanja. Jaz sem poslušal te predavanja neko filozofijo, neko pač najke, ne. Tudi če ne bilo, no sej, ne nobenega žaliti, ampak meni čisto pomagalo takrat, ne. Ampak pa 2., 3., šele 4. dan sem to dobil, to potrdilo, malo sem pa poslušal ta predavanja in sem bila v uvod svetopismu, pa tudi neke dogmatike, neko kristologijo smo, ti bil nek 3 leta, jaz ne sem matura dajal, ne. Pak sem takrat je bilo kvak, nekaj 2-3 leta, ko so sprejemali une brez mature, ne, tudi. In sem jaz jih tam notre pašal, ne. Ja, in so me sprejeli in v maj sem spoznal, ko sem na fakultete in to je izredno rad, ko sem sem edini človek, ne, da sem na teološkem fakultete najdel toliko vere, ne. Ja, po mojem Večina je folk zglebi, ne. Ampak meni tukaj je bilo zanimivo, tukaj me je potegnilo noter in te profesorji. In spomnim se Sorča, profesor Sorč, ki je res kapaciteta. Ampak, veš, ko si se najbolj zmotil na izpitu, je rekel, obstaja možnost, ja. Ja, da si vse poznaš, ja. Ampak jaz sem, včasih sem bil samo 2 recimo na predavanje, ne. Jaz sem bil čisto noter v tistem, ne. ampak svet mož, ne? Izredno svet mož. Je pa naj pa znal predavati, naj pa znal podajati, ne. Ampak recimo, a pa če knjige negave bereš, pa skripta negave, ali pa raj vsebino imam, pa raj, jaz sem bil čisto pafej. In to me je zanimalo, tukaj sem bil notri, da sem nehal slikati in sem se čisto posvetil teme študije in sem spoznal, da je Bog dober Bog, ne? Da je Bog, ki ljubi, ne? In da je bolj pri nas problem, ker se ne pustimo ljubiti, smo Sorč, ne? Tukaj sem se bom rekel, naj primarna stvar na svete, naj to, da ljubimo, ne? Naj to. Jako primarna stvar na svete za nas je, da se pustimo ljubiti, ne? Jako, in to je dosti težje. To je pa težko. To je za koga nemogoče. Sam ne zastopiš kot mulc še tega takrat, ne. Ja, zdaj počas mogoče začneš. Ja, raj smo bilo tukaj taka dobra predavanja, resno. Ja, in sem spoznal, da je Bog dober in sem tu nekaj spet jasnega za njega narediti, ne.
sem se odločil za misijone, da bom šel v misijone. Kot laiški misionar. Kot laiški misionar, sem rekel, 3 leta, pismo dam te Bog ne nazaj. Sem se to predstavljal, so Štilerca, pa kakšen Kroska, pa une Land Rover, ja ne. To je bilo moja ideja o misijonah, ne, takrat, ne. Bog se. Ampak pol me je, tukaj me je, enkrat sem se pel z enim Sirkenčanem, z enim Mičo tam, je pa tudi, so se dosti pogovarjali, ker sem se z njim vozil v petkah domov. In je tudi rekel, veš kaj, pa jaz sem nič to govoril, ne, da jaz kaj razmišljam. Pa enkrat je on rekel, veš kaj, jaz bom šel v misijone, ne. Ko bo šel, ne? Rekel, ja, se je že nek jezik začel učiti, pa no, jaz v neko skupino šel, ne. Pa sem jaz mislil, matere, če bo šel pa ta cirk in če v misijone gre jaz pa za župnika, ne. In sem začel gledati, sem bolj me je hitro menilo, semenišče. Ne bi mogel, neč tam proti, ne bi mogel sam živeti. Jaz bi se zapil, pa Bog ve kaj še vse drugo, ne. Jaz nisem zmožen sam biti. In sem iskal neko skupnost, neko stvar. In pa sem dosti, v bistvu pol leta tega študija, prvega letnika sem posvetil temi iskanje in teme. In sem najdel neko frančiškane, da je tu neka pot, ne. En duhovnik mi je, Pavle Kodelja, mi je pomagal ogromno. Pa moj župnik, Lojze Hostnik, ne. Da smo spoznali, oziroma da smo pomagali, da je Frančiškov vred tiste, ne. In sem bil že za frančiškane naštiman, pa sem pa enkrat za pepelnično srajdo, bil sem premašen pri frančiškanah popoldne, pa čisto slučajno bo še stric moj tam zraven, ne. Je pa tak poseben človek, moj krstni boter tudi, ne, ste milo, vse milo. Ampak je on toliko bil nemiren od Maše in skozi nekaj govoril in tam ga mulca okloftal med unem, ki je nekaj, tak je res Jacklo. In glavno pa smo pajali na kopaj, sem pa isto melodijo, pa v hrvaščini pel zdraven. Jaz že tam pri gospodu Smilica sem vaj, da bom šel še enkrat k Maše zvečer, ne. In je bilo pač klih tako, da je ta isti človek, ta Mičo, ne, ta Mitja, me klical, da bi šel rad kapucina k Maše, če vajem kje. Sem rekel, vajem kje, so v Bronxe, Ljubljana, pride, ne, potem jaz pel, prideva kje. Prepričan sem bil, da je ob 6. Maša. Bilo je, cirko zaprte, ne. Pismo sem rekel, kaj me zdaj sem človeka, jaz sem na uro tle dajlo, ne, ob 7. je bila Maša. Pa me vprašal, ti, kaj pa je razlika med kapucinem pa frančiškane, ne? Ali je to isto, vse isto, neka rjav žakelj, ne. Sem rekel, lej ne vajem gre vprašati. Ok. So šle kaj na vrata, ne. Pozvonim jaz, pride brat Marko ven, ne. Res. Dobar dan. Sem rekel, dobar dan. Med dva sem prišla pogledati, kako je živite, ne? Je rekel, že kaj, jaz sem zdaj ministrante, Joško! Pa je pa Joško prišel. Pa zmeri caj. Pa ni bil še študent takrat, ne? Vlanem je pa prišel Joško, pa Marjan Potočnik, pa smo se pogovarjali, pa smo šli k Maše, pa Mičo je Brilu bral, lepo je bral. Pa takoj, pa so še nazaj notri, bo kapajlo, pa še nekaj peškote, pa čas skratka na konci, ob 9, pol 10 zvečer je prišel Stane, brat Stane. In je z nekufrškom, ne, pride notri. Brati, živijo, ne. Jaz tisto gledam, ne, Joško, no, jaz Stane, s tam objame, ja, Joško, une, tretja, Marjan, drugač pa reči zadržan, ne, se objame z njim, kdo je ta človek, ne, ko je to, ne, pa seveda je župnik, ne, jaz tisto kalkuliram v glavi, pride do mene, ja, Luka, je čudovito, ne, roko, pravim, jaz kalkuliram, ok, da je tega človeka, verjetno najbolj zdaj tle na 3 mesece doma nekako verjemo najkaj, ne čudno, ne, da so tako vesele, ne, v resnici še vsem enega bolnika obhajati, ne, enega bolnika, morda ga 2 ure ne bilo doma, čist navdušen, takrat sem v srcu, sem si mislil, pismo, jaz bi tudi bil, To je pa to. jaz bi tudi bil vesel, da bi bil do mene tako vesel, kot da mu prišel, ne. In takrat sem se v srcu odločil, da je tudi to. In sem sedel z Mičo tam v avto, ne. In Mičo kar drži volan. In zdaj bo, kaj bo šla, ne bo šla, ne. Reče Mičo. Škaj, jaz sem se odločil. Res. In je tudi 2 stopil, voli. In smo 4 vstopili takrat. Wow. Ja, 4. Še Blaž je bil, pa Jakob, brat Jakob Kunšič. Ja.
Evo, 4 smo takrat vstopili. No. Za 400 let prihoda kapucinov v Slovenijo. To je božja milost. No, To je bilo po mojem res eno tako poseben kairos, en poseben čas milosti. Ja. Hudo. Ja, in smo šli, no še tu, če in čist nekaj. In še tu, no, pa sem pa bil notri, se pravi, te prvi del, ko vstopiš v samostan, je zelo tak, no, rekel vate ali pa kaj, mak izoliran, no. Okay. Res je namen, da spoznaš red, da spoznaš zgodovino, da spoznaš Frančiška, še bolj, predvsem pa, da vstopiš v molitev, ne. Res, spomnim se v novicijate, tako čudovit, v Italiji sem bil v novicijate, krasen čas, ki je med dajlen, smo nekaj dali na vrte, najkaj, je rekel magister, vzgojitelj, rekel, ok, to je to, greste v sobo, lahko morate, ne. Až tukaj je bilo dragoceno, ne, ta čas molitve, čas poglobitve in sem naredil sam rajs vstopil, rajs naredil temelj, ki še zdaj iz njega živim, ne. Te molitvene temelj, no. Ti, ampak to je bilo zelo malo preveč idealno slišati se skupaj, če me napišeš. Ja, ti poznaš ozadje, no. Jaz poznam ozadje, ne, zaradi tega mi je zelo fajn, da to poveš. Moral pa povedati pol nadaljevanje, ne? Ja, no, nadaljevanje pa to sledi v tem, da sem jaz prišel nazaj po 2 let, prvi let sem naredil teologijo, pa 2 leta prekinil in sem prišel nazaj in se v prvem tednem verjetno gledal eno punco, eno Gorenjka je bila, tako nedeleč sem videla, ne. In jaz se takoj poznim, kdo je tu, kaj je. Sem glas tebro sem njen slišal, sem že vedel, da boš štara, ne. In za božje sem bil že tako zatrapan v to deklino, da sem oči zboga, ne. Za Božič. No, evo, za Božič, ja. Ja. Da sem oči zboga, ne. In naj sem mogel. In pa sem mislil, ne, jaz sem namreč metodo še zdaj imam, ne, da jaz se ogromno nekih idej po glavi plete, ne, kaj bi lahko, pa kaj bi bilo fino, pa kako bi se povežajo stvari, ne. In takrat, ko začnem to nekomu razlagati, ne, že med tem, ko govorim, vidim, da je kar nekaj, ne. In sem mislil, da bo tudi le tako, ne. In sem se rekel, že sem se odločil, pa se pogovarjal, veš, pa molil, pa se Joška me je spremljal takrat, raj vse bratje so vajdli, kaj se dogaja z mano, se so videli. Okay, nisi skrival te. Ma ne, kako Okay. Jaz sem se tam debatiral, pa tam, ampak se čist sem bil nemočen, ne. Čist nič nisem mogel. Se pravi, tu nisi bil ti posvečen, ti si bil študent, ki Jaz se je sem bil pripravljal, študent, ne? se s prvimi za obljubami, Ja. dal sem prve za obljube, imel sem habit, vse tako. Ampak tukaj sem bil nemočen in pač in pa sem jo povedal in je bila tudi ona zatrapana vame, ne. In iz tega bilo še malo venkil, ne. Zelo malo mi. Ja, in takrat je pa res težko ratalo, takrat je pa res svinjsko težko ratalo. Ne, sem ne živo, ne spal, ne ju, ne nič. Vse je bilo nekem tak, med časjo sem živo, ne. Ja, no, težko je bilo, no. In pa sem videl, da ne bom speljal tega, ne. Zmeraj bolj sem bil vesel, da sem nova videl, kakor je druge, ne. Ampak ona je zelo taka zadržana punca, res. Tudi iz take ranjene družine. Tudi tu je bil malo mene, da bom nek rešitelj njen, ne. In sem šel ven. 25. maja se spomnim, sem šel ven. Se pravi, 5 mesecev od Božiča do takrat si se pa. Sem fajtal, Reslo. boril, ja. Res napolno. Se pravi, da sem mislil pred, da je bilo to veš taka bolj na hiter, spontana zadeva. Ampak si Joj, dejansko- ne, res je v boj. Krvavo klanje. Ja. Mislim, zdaj dosti lažje gledam na to, no. Ampak takrat mi je bilo brez. In sem šel ven, bratje so rekli, pojdi, mislim, noben te ne zadržuje, ne. In sem šel ven in sem še malo počakal doma in pa sem jo klical in sem mislil, da bo to ratalo cvetajlo in takoj, pa bo fant punce so poročile, no in kaj, jaz bom slikal naprej, ona bo dokončala to teologijo, pa vse sem imel neke ideje, kaj bo, pa da se bo poročila, pa otroci, pa hiša, pes, no in kaj vse, ne. Ampak nič od tega ne je bilo, ne. Ona je bila v resnici tukaj pametna ženska, malo straha, predvsem pa res eno spoštovanje, no. Eno spoštovanje do Boga, da Bog kaj pokliče, da res ne misli, ne. Res to sem dobil pri njej. V bistvu je ona bolj resno imala moje poklicnost, kakor jaz, ne. Res. In to me je res ne rešilo, no.
Ja, in tukaj da naj bilo nič, sva še zdaj prijatelja, ona ima zdaj že 2 punčke enega fanta, ima družino, res, mislim, za praznike se slišva, ki je moj rojstni dan je pokličen, za praznike je voščem in ona od mene. To so en tak lep odnos ohranila, no. Se pravi, da niste prav vstopila, niste začela hoditi. Ne, nikdar. Hudo. Bila sva čist na meji, ampak zmeraj je bilo najkaj. Ali je no, ali je pa mene zvilo, ne. In pol je to trajalo koliko časa? In pol je to trajalo, jaz sem v bistvu zelo hitro, 2 meseca, 3 meseca poti sem že napisal prošnjo za nazaj, pa ki jo nikdar naj sem oddal, ne. Nikdar naj sem bilo strah, no. Najhujše od vsega mi pa Lojze Hostnik, ne. Ta moj župnik takrat, nekaj v Nablokah, ne. Njega sem se izogibal na polno, meni je bilo tako sram pred njim, ne. Veš, ki sem v resnici sem zafural, ne, res totalno, ne. Pa se začne, pa ženske se pa začne, a naj tu lov nekje, a ne sem mislila, da je pa, sem slišala, da ima otroka. Nekaj take se govori, kaj vse pride, ne. Pa res takrat vidiš, kdo je res prijatelj, no. Res se takrat izkristalizirajo stvari, ne. Res, ker me ne noben, in recimo bratje, ne, mene se vsem, ne. Lepo, no, noben me naj nič obsojal, evo, tako je bratom. Tu pa moram reči, ne, tu pa res. In me je bilo pa totalno težko, ne. Vajem, da sem brat Jakob prvič in zadnjič videl jokat, ne. Res je bilo tukaj res dajdec na majste, ne. Ampak takrat ga je pa res zlomilo, ne. To, no, tako, težko obdobje. Ampak edino van od brata me je prišel obiskat, ne. V vsem tem času, ki sem bil zunaj, edino van je res držal stik z mano. In sem me tu res zmeraj bom tu neizmerno hvaležen. Ker je eno lučko, eno prta vrata skozi držal. Ker mi je eno v glavi je bilo čist tu zaprto. Ne bom več nazaj prišel. Slikarstvo sem zafural, ker sem vse slikal, vse kar sem zažgal, barve restarov, ne. V trenutku se je vse sesulo, ne. Ja, in poli najhujši je pa z Lojzom, tu bi reče povedal. Lojza Hostnika sem se izogibal, ne. Dvan je bil, čak imam tle sliko od njega pod obco. Lojza je bil, ko sem šel jaz, kaj ne je bil pližga. Spokojni Lojza. Ko sem šel, ne, evo ga, ko sem šel noter, on je tako vesel, ta človek je bil neverjeten, noben ga ne res ne imal, ne. Ena Birma ga enkrat je rekla, to je tisti, ki se ga da s šestilom narisati, ne. Zaradi tega je ljubezni do hrane, ampak je bilo duhovno zadje odzad, veš, med vas so zmeraj trenirala za nebeško kraljestvo, ne. Tam bo gostija, ne. Tam bo, kjerkoli bereš, piše, da bo v nebesah gostija, je treba trenirati, ne. Že zdaj. Smo šli na pico tudi, ja. Treniral. No, in najhujše mi je bilo njega srečati in sem 3 mesece se ga izogibal totalno res. Pa sem hodil v Cerknico, pa v Grahovo, sem še hodil v Hmaše, še brevir sem molil, ene polajta po tiste, ko sem šel ven. Ampak res njega srečati mi je bilo pa tako, sram me je bilo, no, evo, res mi je bilo sram. Pa enkrat, se točno spomnim, 11. avgusta je bilo, okrog 11. ure, naša mati je neka kumara ribala, pa pravi, viš se, meni da je pa še župnik nekam na Murje, ne. Z administranti, pismo, končno, da iščem, kje bom dobil, pač une oznanila, vidim, kje je Maša, presvetne duhe, podružnice tam prav, nekaj. Ob 7. zvečer, ne, jaz na kolu, že ob 6. sem šel pore, prej tam in odprta cirko, molim se, zahvaljujem, res je, na blogah je res lepo, ne, res je milostno. Pozvoni tu Lojza noter, ne. Takoj so se uočila, takoj sem videl druge vrste sedel, ne. Takoj pismo, jaz začnem kovat. Načrt pobega, dobesedno, ja. Sem se mislil, kaj, ko bo obhajilo, pač vstanem, pa se ritensko začnem pomikati, ne, da bodo vse stare, ker nekaj ljudi je bilo vromaš, ne. Počakaj, da ima spode, morda je za blagostov, ma kakšen blagostov sem šopaj, da bo, ne. Ampak je bila pa poljska maša tu, ne. Kakšna je to? Poljska maša, tu je maša, v polščine pride vsake ja, resno? Ne, da ni. Poljska maša je maša. Pa tu res nemate nekjer drugega, kaj? Kako? Ne.
Kaj Tu je, se pravi, enkrat ne laj, tu se soseska, kjer je podružnica, Ja. zbira in daruje za mašo, Okay. kjer se blagoslovi voda, pa su in sport s to vodo vzamejo blagoslovljeno in se požegna polja. Polja. Okay. Ja, odtle je Poljska. Ne? Okay. Morda pri nas bolj na kmetah. je Nisem tako. vedel za to. Ja, no, glavno je bila ta poljska maša, imam požigna tiste vodo, pa vse. In pa vzame, tam najbolj pač najbolj tega aspergila, ne, za kropivnika. In zdaj ti je bil vse. In zdaj tam se z oltarja vzel neko ščavje, ne, z nekaj kabane on potegne, pa se amerček, pa še lepo dole. Pa žignal ldine, pa je molil, ne, oče naš, pa zdravo Marija, pa tukaj do mene, pa šel zraven, usporedno, ne. Sveta Marija, Mati Božja, prosite nas. Slava očetu in sinu. Ker je polovica tistega zlil name, ne. In pa ni tako, ne, se mu gre damo, ne. In smo šli skupaj, me je pol v Ampelu domu, bicikl sem kar tam pustil. In smo se pa do 5 zjutraj pogovarjali, ne, kaj je bilo, pa kaj je bilo. Brez ene besede obsodbe, on je že začel kovati zame družino, kupa, kaj je pa družina, pa tu ne. Ampak se mi zdi, naj pa nikdar zgubil upanja, ne. Ker zmeraj, ki je bilo kaj tazga, me je pa klical, ko pravi me naj nikdar tako, da bi rekel, vabil, da je pride, pač jaz sem sam prišel, ne. Takrat me je pa krvavo, pa pride, pa je nekaj za pokositi, pa je tu, pa uno. In res ta nagave, veš, se mi zdi, največ nam je vsem dal, evo 4, jaz smo se odločili, ki je bil van, ne, za jed bogoslovje, ne. Največ, kar nam je dal, se mi zdi, je tudi, da je bil van res tu, kar je bil. Pristin, ne? Nikdar se ne nič dajlo. Van je, če je bil treba prden, ti je prden, če je bil zarigen, ti je rigno, ne. Van se ne nič dajlo, ne. On ti je res dal tako podtalno vajdeti, le jaz sem tu, kar sem, pa sem lahko duhovnik, ne, pa sem lahko Kristusov, ne. Veš, ne treba biti, No, to je ja, tema. veš, tu, ki mislim, da imamo vse, ne samo kdor je posvečen, ne, vsak, niso vsi mislimo, pismo za pred Boga priti, moram biti pa raje čist, pa od spovede, pa poplav, ja, vse, pa najrajs, ne, Bog pravi, mislim, da je Luka pravi, poglej ga, ne, prijatelj grešnikov in cestninarjev. Ja. Je jasno pisal, bolj, ki so osran, bolj te ima van rad, ne. Veš, to miselnost nam čist podtalno nam je tu dal, ne. Peva še malo bolj v globino tega. Res, ker to je v resnici tudi zdaj ob tem božiču, ob prazniku, ne, mislim, Bog je postal meso, Bog je postal dojenček, ne. Bolj nore zgodbe od te na tem svetu nimaš, ne. Stvarnik vsega stvarstva se je utelesil, umesil, ne, mislim, in mi, ja, seveda, pač pred Bogom imaš tisti, ne, tremen set fascinans, ne, se pravi, da se bojiš in si fasciniran hkrati, ampak, je v redu, ne, smeš priti zraven, dovoljeno ti je in to je sporočilo Božiča, v resnici. Morda jaz bi šel še bolj iz druge perspektive. Ne sem, da mi smemo priti zraven, on pride, ne. Ja, no, seveda, V resnici je, še hujše, v resnici je on zmeraj iskal, ne. Zmeraj je na Božji strani, on ko ustvari, ko naredi svet in ko človek zafura, ne. Ko je Adam zafural, ko je Eva zafurala, je Juan išče, ne. Po popoldanskem vetriču hodi, kaj si Adam, ne, kaj smo del, ne. Veš, je z nagave strani. Juan zmeraj išče, Juan je zmeraj daje pobudo, Juan je zmeraj, se mi zdi pomembno videti, da vajdeti morda, da bo Juan lahko na kakršen koli način prišel, veš. Bog je res ne manjka domišljije, ne. Pogled želvo, pogled žirafo, razumeš, v njem res ne manjka, ne. Pogledaš naravo, karkoli bi se lahko zmil, on bi se lahko pojavil, izginil, dal, poučeval, ne vem kaj, ne. In je proval se z Izraelcev vse. Res, ni da ni. Veš, jaz bi že tam nekaj pred druge Mojzesove že malo obupu, ne. odražil, gremo na novo. In je tudi enkrat tu naredil, ne. Gremo na novo, gremo še enkrat, ne. Ampak je ustrajal, pa naj ratalo, ne. Veš, se mi zdi pomembno, da je tu iste Bog, stara zaveza in nove zaveza, da je ista pot skozi, ne. Ja. In pol na koncu je prav drugače, ne. Je prišel glih se z tega vidika, da se ga ne bi bali. Ker problem po mojem je tu, da se mi bojimo Boga. Tebe je bilo strah Lojza Hostnika. Posredno pa Boga. Ja. A veš, mi se bojimo Boga, zato ker vajmo, da se bodo stvari drastično spremenile.
v resnici mi ljubimo greh. Tega se ne priznamo, veš. Da imamo rade greh, da malo pa imamo rade greh. Vseeno se pa nećemo čist odpovedati mene. In nećemo iti čist do kraja, ne globoko. Nećemo čist totalno spustiti, ne. Kontrolo hočemo imeti. Kontrolirati, ja. Tu. On pa, ko pride kot otrok, totalno preseneti. Noben je pričakoval tega, nobeden. Zdaj te ta adventni čas, kako gre, ne, ker Janez Krstnik je vse razkiral za njega. Sekira je nastavljena, ne. On je napovedoval nekoga, ki pa čistko naredil. In res to mislil. In pa naslednjo nedeljo smo slišali, kako je v zapore sprašval. A je to res Je prav? začel dvomiti, ne. Pismo, pa jaz sem po božjem navdihu napovedal nekoga, ki pa naredil čistko, ko pa zdaj pa naredil zres, ne. Pa je prišel nekdo, ki ozdravlja hrome, kruljave, združi se z grešnike, oznanje Božje kraljestvo v Bogu in si pa kdo je ta tip zdaj, ko je tu nek intruder tle notre, ne. Razumeš, nekdo prevaran ga se je počutil, zato sprašuje, a se res ti te prave, ne. Ampak je, tu je naš Bog. Veš, dobra novica za nas je tu, da on preseneča totalno, ne. Ele čudovita zgodbica, se načemo vacaj za to. Malo, dej kar vzem se. Je, če že slišiš, Barbara je balerina. A že slišiš za to? Mogoče, povej. Ena zgodba od ene punce, totalno nadarjene balerinke, tam nekaj na severu Italije živi na neke planjane, neke pulje, na neke ravnine, Patske nižine. In trenira in je ful nadarjena in ful, ampak pač tam notri z tistega kraja ven ne bo prišla, ne. Ampak 20 km stran v neko majstice pride nek Bolšoj teater ali neka iskalce talentov in tu je njena stopnica, ne. Ja, 16 let stara je, raje so v vrhunce pravunu, tle lahko dobi, ne. In glih tisto soboto, ne, avto se jim pokvari, ne, avtobus itak ne vozi, pravi, ne panike, bom jaz šla s kolesom, ne. Sosedeni bicikl 3 ure prej, da bo ja prišla. Se uvoze, tam čez neke poljske poti, začne dež padati, neč naj problema, se še prizadeka, uvoze. In začne trajati, kaj se vlije, kenovac, se mora zmeraj bolj obupana, ura teče, v blate, nekamer ne gre, tuf, se gre, se predre gumo, ne. Vrži stokru na tla, se sesede na tla, jo, kak dež, ne, vajde, več konc, da ne bo nobene šanse, da ne bo prišla v cajti, dok je srtenga pulja, ne. Prije zraven Jezus. S kolesom, v kobojkah. Zastavi, reče, o, Barbie, kaj je zdaj? On je začne razlagati, kaj je, vse mi povej, kaj se dogaja, ne? In kaj Jezus naredi, ne? Dostkrat vprašam mlade, kaj naredi, ne? Ja, ne štango je da, pa je vam pila, ne? Ja, ne trogar je da, ne? Je svoje kolo je da, ne? Pa še porinejo čez blato, ne? Ampak v resnici, ne? Kolikor mi poznamo tega tipa, ne. Najbolj logična stvar za njega je tu, da gre važati, vzamem ga Švicarja, ki me ga jata dal vse prskavte, ne. Pa še sebe predre guma, ne. Razumeš? Ja. Najbolj logično, ker z učlovečenjem on točno tu naredi, ne. On se čist potopi v naše življenje. Ampak ne sem tudi on postal človek, ne. On se tu V zdreh gre, v vso bolečino. v vso bolečino, v vse, kar se da izkusiti. In najboljši kraj, najboljši način, da vse izkuse, je familija. V familiji se najbolj grozne, pa tudi najbolj lepe stvari zgodijo. Se naredi toplina, se naredi pripadnost, pa tudi največje preizkušnje, pa se postave meja, pa se zraste, pa se vzgoji, pa se učiš odnosov, ne. Se gradijo odnose, se naredijo, se sesuvajo odnose, ne. Je puberteta, ko vse rastuje. Vse šprica. Ja. A veš, Od hormonov. kakorkoli bi se on lahko učil več, na kakršenkoli način bi nam lahko dal vedeti. Ampak s tem, ki je izbral družino, je izbral življenje. Evo. On je tu življenje izbral, v družine, ne. Ker tam se vse zgodi, ne. Tam je najboljši poligon za zrast, za navaditi se živeti, je družina, ne. In danes je to tako težko, ne. Pa tudi, recimo, se mi zdi, da tako, ko si rekel, da radi idealiziramo Boga, pa si ga delamo bolj oddaljenega, kot je, ne. Neko škatlico, če smo ga Enako spravili. hočemo tudi z odnosi delati, vidim danes, ne. A veš, se bojimo te pristnosti, bojimo se
tega, da šprica, da ni v redu, da je kaj Da se slabo, skregamo, da se skregamo. da se povzdigne glas, da pride konflikt. Ja. Ja, veš, tega se mi zdi, da se danes v tem svetu neke kvazi idealizacije ful bojimo. No. Ja, a veš kaj, se mi zdi, da telefončke, veš, medije, pa tu nam skozi šopajo neke idealne podobe. Ne. Recimo Simon Sinek, mislim, Američan, on je ful dobro rekel, veš kaj, telefon ne, te omogoča, mediji te omogočajo tu, da ti predstaviš svoje življenje, to popolnoma kontroliraš sliko, s kakšnim filtrom, kaj boš objavil iz svojega življenja in kaj boš napisal, kakšne vrstne rede, katere besede, kateri smiley, ali kaj, da emoji boš dal. Vse te in žalostno je tu, da papež Frančišek pravi, da 1 milijarda, pa verjetno zdaj že dosti več, mladih živi na tem digitalnem kontinentu. Da rata tu resničnost. Takrat, ko se pa ta digitalna resničnost zna bolj resnična, kot resnično življenje. In to je posredovana resničnost, ni ta prava resničnost. Ja, in kontrolirana resničnost. In fora je pa tudi, ker se med dva pa v živo srečava. Jaz pismo, no in kaj boš ti zdaj vprašal, naslednja stvar. Jaz znam pa ali cajta razmišljati, čakaj, da se malo pa se malo predstaviti. Pa malo olepšati stvari, pa malo zglihati. Ni to kruto. Isto malo odzad. Ja, grozljivka je to. Grozljivka, ker bojimo se resničnosti. Sam ti gre fajn, veš. Ja, med dva se že tako poznava. No, evo ti, resničnost. Ko smo šli na moški pohod, ti si koliko si jih zdaj obdelal že moških pohodov z nami? Ja, on je bil, te prvi, ja. Ja, smo še 3 po tistem. Ja. Smo ti ruzak nosili. Ja, A še 4 si, ti si jih več, jaz sem 2. Ja, jaz sem šel še vsako lajto. In sem zdaj že... Drugo lajto greš spet, pa jaz sem tam, ko greš ti, gremo skupaj res. No, veš kaj smo načrtovali? No, povej. Ne vse. Da gremo po toplicah. Drugo lajto, ravnina po toplicah. Ne, ampak smo šla, smo kriscali, pa smo imela spout. In pol jaz na koncu, mi daš odvezo. In kaj bo za pokoro, ne? Se nič ne spomnim. Ja, se uživo spomnim, kot da bi bilo zdaj. Si rekel, za pokoro pa en sveti angel zmol, ne? Jaz rečem, Luka, kako sem sveti angel, pa to je premalo, ne? Si rekel, ne, zato ker Bog naj avtomat. In je me tako zadel, in sem se zapomnil, zato ker Bog naj avtomat. Se pravi, mi bi radi z Bogom trgovali. To je ta zgodba, o kateri sva govorila. Mi bi radi več ti bom, si rekel, ti dam 3 leta misijonov, ti dam to, ti dam ono, ti mi dej pa malo po Božji mojo bolečino. On hoče iti pa v globino vsega dreka z mama. In odrajše to, ne. On je Jezus, on je Ješua, on rešuje, Bog rešuje. To je njegovo ime. To je on, to je on. Res mi bi radi, žalostno je, veš, sej ne sem trgovali. Še hujše je, da se mi dvakrat do njega obnašamo kot do enega gospodarja, da smo mi sužni. Moram moliti, moram iti hmaše, še tu moram, še tisto moram. Pa pričakujemo, plačila morda niti ne pričakujemo. Vse v tem trgovanju pričakujemo, jaz bom še tu zmolila, še kaj bom šla na romanje, pa boš ti pa zrihtal, pa bo zdravo. Veš, to je bolano. On hoče, da bi najprej otroci, tu, da bi njegovo, on je oče. Evo, Jezus, kar je oznanil, je tudi Bog oče. In smo mi njegovi otroci. Ampak veš, vsak oče, tudi ti, kot oče, se želi za svoje otroke, da bi zrasli. Pa da bi sami bili očetje, pa matere. Evo, tega nam manjka, tega pa najmamo. Tega pa pismo najmamo. In kolikor imamo, kolikor se nekaj pojavi, takoj ne padejo. Poglejte, kaj je Bog najbolj dragoceno. Poglejte, kaj je najbolj napadeno. Družina, odnose, mož pa žena, čistost, te stvari, kaj je najbolj vsajka. Se zakone, se vse možnem. To je tu, pa te LGBT, pa vse te scene, če vse suvati tu. To, kar je Boga najbolj dragoceno, je tu, kar je najbolj napadeno. Pa meni je dragoceno, ker znaš ti iz svoje zgodbe, pa zares to pristno povedati, tako življenjsko, da ljudje razumemo. To je zelo velik dar, tako da res. Najmoja zasluga. No, hvala Bogu, imaš še zmerni nič manj res. Počas zaključujeva,
Pa deva vseeno še iz tvoje zgodbe, iz tega, kako si se pol vrnil v naročje kapucinov, ne? Nekako probati speljati tudi, kako se lahko mi ob tem božičnem času vrnemo. Če imaš v to smer lahko kakšno navezavo. Ja, veš kaj bi jaz rekel? Polno je v tem času enih priprav na te praznike. Še zmeraj mi se mi zdi te praznike dojemamo kot nekaj našega domačega, nekaj družinskega, nekaj najbolj, še zmeraj je družina v svaku med vrednotami, ne? Morda najvišje. Ne? Ampak V praksi. v praksi, ja, veš, polno se pripravljamo, ampak vero mi doskrat dojemamo kot nekaj močnega, ne? Kot nekaj, recimo, mislim, da je emuna, vera po hebrejsko, ki je v iste koren, kot amen, a ne? Amen, tako bodi, tako je, tako naj bo, naj se zgodi. Pa tudi povezujemo vero, recimo, s teme pridevnike močna vera, trdna vera, ta pa ima vero, ne? Ampak v resnici je vera izročitev, ne? Kristus v vrtu Getsemani bega levo, desno, bega ke, cek, ampak takrat, ko reče, ne moja, ampak tvoja volja naj se zgodi, oče. Takrat, ko se izroči, a ne, tu je v tem je najbolj fascinantno, najbolj fenomenalen. Ne? V tem smo tudi mi odrešeni v resnici. A ne? Ko se izroči in vera je v resnici izročitev. In brat, levo za nas vse, da bi najdli to pot. Ne? Sveti Frančišek Asiški, naš ustanovitelj, je neizmerno cajnil 3 trenutke v Kristusovem življenju. Trenutek rojstva, ki se je rodil kot otrok, trenutek, ko je bil na križu, pa Evharistijo. Trenutek podaritve Evharistije. Ker tu so 3 trenutke, kjer je se Bog naredil, kjer je bil popolnoma nemočen. In se je dal v roke človek, se je dal v Marijino naročje, popolnoma brez moči. Kar je Talija z njim naredila. Pa v Jožefovu, ki misli biti pravičen, lejte smo poslušali te evangelije, ki misli biti pravičen, pa je mislil nekaj ugajati postavi, pa ugajati ne vem komi, čeprav je slišal Božji glas, ampak pol na koncu vseglih, on se zbudi iz san, pa naredi to, kar mu Bog naredi. V tem je on, dajde se prave. Evo, na križe, ki se čisti izroči našim rokam, da smo ga prebili, da smo ga uničili, da smo ga zmlajili, opluvali, zasramovali, najbolj sramotne smrti umre. In pa v Hristije, ki se v tvoje roke in roke vsakega od nas čist nemočen, da tu, kar naredi z mano, kar češ. V tem ta predaja se mi zdi najbolj nekaj najlepšega, pa nekaj najtežjega v življenju. Se pravi, imeti toliko vere, da se po njegovem zgleda, tako se on daje nam, mi njemu predamo. Vse je nemogoče tu v enem trenutku zdaj vse narediti, ne? Ampak je vsaj malo prav izpustiti pismo. Vsaj malo. Res. Tle imam odprto, zdaj sem neštimo, ampak 10 let približno sem resno hodil se s Kristusom. Eno take resne poti poslušanja, pa sem po 10 letih šele bil zmožen to narediti, da so podpisali pogodbo, ne. To je bil 5. januarja 2016, na nek duhovni hvaj, sem bil v Asiziji, ne. Evo sem napisal tako zgleda. Moj duh, da skaj podpisal od spodaj. Ampak, kaj veš, najboljša stvar, ki sem naredil. Za tiste, ki sem poslušajo, prazna je. Ja, prazen list, ja. Jaz sem se podpisal od spodaj. Ampak sem resno mislim, še zdaj resno mislim. Zato nosim s sabo tu svetne pisme, da se spominjam tega, ne. Veš, življenje je tako lepo in ko se odločimo za nekaj, zame recimo kapucinsko življenje, če bi taženkrat izbiral, pa taženkrat bi tu izbral. Naj drugega reda, naj druge poti zame. Ker je Bog, ki je ustanovil kapucine, ne v mislih, ne. Tega Bog se ki bo zmeraj nekaj svojega iskal, ampak zmeraj me tako pripelje po mnogih poteh k njemu, ne. Ampak sem takrat, kadar se mu izročim, sem takrat je res sreča v življenju, no. Takrat je res, pa ne sem izpolnjenost v takem človeškem smislu, ampak res vem, zakaj sem tlele, ne. Vem, zakaj sem tudi po mojem duhovniškem poslanstvu vidim, koliko res lahko naredim za Boga in za ljudi, ne. Veš, predvsem pa zame, da sem jaz z njim v odnose, ne. In ta, evo, prepustiti se me,
riskirati, pa podpisati prazen list, pa čakati, da bo on gor pogodbo sproti sestavo, ja, izpolnjeval, pa ne. anekse dodajo pole. Evo tu. Veš, kaj sem res vesel? Da si pustil, da je tale aneks dal, ne, tlele, da oddajo, ne. To ti je bilo malo muka, ne. Mi je bilo res A res? prizname. In pol si rekel, a tu si jaz tebi že obljubil, ne, si rekel, ja, si, ne, moraš prijeti, ne. Ja. In zdaj, veš, kaj bi zdaj jaz rekel, da tle, da javno dodavaš en aneks, ne. Ja. Ja, da obljubiš, da boš še kdaj prišel. A veš, da za družino in življenje pa zelo rad. Res tudi, kadar grem lahko na seminar, tu mi je pa nekaj najlepšega. Ker tu se mi zdi pa največ, kar lahko mi damo tem otrokom našim, pa prihodnosti cerkve je tu, da se zakonce ukvarjamo, da smo z njime, da bi čim več duhovnikov spoznalo to. Ne? Da naj verouk tiste, da je verouk hvaljen v resnici, ne? Da moramo se starše biti, ne? Se starši takrat, ki je težko, takrat, ki je lepo, takrat, ker je tako je zasnovana cerkev. Vse zakramente se dogajajo takrat, ki je v družini nekaj lepega ali pa nekaj totalno težkega. Razumeš, ki je smrt, ki je poroka, ki je krst, takrat je cerkev zdraven, tako je narejeno. Mi smo se začeli pa nekaj z otroke ukvarjati zdaj, selektivno. Ne? Otroke poučujemo, starše pa blagoslavljamo. Ja, Kristus je pa glih kontra. Ne? Starše poučeval otroke blagoslavlja, ne. Ja. Ja. Zdaj pa sem že preveč pameten. Se si pametneš, hvala Bogu. Hvala, Luka, da si bil z nami. Ja, hvala za povabilo in hvala za vse, kar dajete. Ja, hvala Hvala družine Bogu. in življenju. Hvala Bogu. Ne, to je njegovo delo. Res. Mi ga pa probamo tako, z aneksi. Ja, In spolnjevati, podpisovati. podpisovati se sproti. Ja. Blagoslovljene praznike, srečno novo leto, pa se še kaj vidimo, ne? Amen, res. Ja.